Pozdravljeni! Analiza zaostankov je eno izmed orodij, ki jih lahko mi, navdušenci, uporabljamo pri boljem razumevanju razmerja sil v svetu Formule 1. Današnji prispevek je pravzaprav rezultat zanimivega spleta okoliščin. Pred nekaj tedni, točneje 23. marca, sem objavil prispevek, ki je govoril o napredku Mercedesa W14. In v njem sem uporabil seveda primerjavo samih zaostankov med sezono 2022 in sezono 2023. Nekdo izmed vas v samih komentarjih je pripomnil, da rezultati ene in druge sezone med seboj niso primerljivi. Drugačen je tehnični pravilnik in tudi proga v tistem primeru je doživela določene spremembe med letom 22 in 23. In seveda, pripomba je bila čisto na mestu. A sam nisem primerjal časov, temveč zaostanke. In to, konec koncev, ni nič takega. Vsak lahko razmišlja po svoje, ima drugačno videnje in uporablja tisto metodologijo, ki mu je ljubša. A 7. aprila na spletnem portalu motosport.com sem zasledil naslednji članek. Namreč v njem avtor trdi, da ekipa Williams je druga najboljša, kar se tiče napredka med sezono 2022 in 2023. Ugotovili ste, tudi pri motosport.com so uporabljali podobno metodologijo, kot sem jo sam pred nekaj tedni, ko sem skušal prikazati napredek Mercedesa W14. In to ni kritika gledalca kanala, ki je v komentarjih povedal svoje mnenje. Je le prikaz tistega, kar lahko mi, navdušenci, nekako uporabljamo za bolje razumevanje samega razmerja sil. In tu bi rad poudaril nekaj. Nikoli ne bom trdil, da pri motosport.com so videli moje razmišljanje in ga dobesedno prepisali. Namreč nimam tako visokega mnenja v sebi, da bi bil najbolj poslušan, najbolj gledan avtor in tudi številke na samih števcih potrjujejo to dejstvo. A zanimivo je, kako lahko taka metoda marsikomu izmed nas tudi pomaga. In zato jo bom na hitro razložil. Namreč vsem nam, navdušencem, je jasno, da med sezono 2022 in 2023 so največji skok naprej napravili pri Aston Martinu. In seveda v tej smeri kažejo tudi rezultati. Lani so se borili za mesta tam med najboljšimi izmed preostalih, letos so po 3 velikih nagradah na drugem mestu med konstruktorji in 3-krat so bili tretji, kar nam daje kar lepo osnovo. A po drugi strani, če pogledamo ta graf, bomo videli, da tudi kar se tiče tiste razlike med časi iz sezone 2022 in 2023, praktično vidimo potrditev teh teorij. A na drugem mestu Williams. In sedaj marsikdo bo dejal, kako Williams, saj so vendar tam zadaj. Marsikdaj pozabimo, da gre za primerjavo zaostankov. Williams je bil že v samem izhodišču toliko zadaj, da kljub temu, da so napredovali skorajda toliko kot Aston Martin, to še vedno ni bilo dovolj. Če malce zaokrožimo pri Red Bullu, so pokazali, da so med sezono 2022 in 2023 čas izboljšali za sekundo, pri Williamsu za sekundo in 2 desetinki. Torej je Williams zmanjšal svoj zaostanek v primerjavi z Red Bullom za 2 desetinki, kar je absolutno premalo, da bi se lahko aktivno spopadli za mesta na zmagovalnem odru. Tu se vsi strinjamo.
Po drugi strani, če vzamemo v to enačbo ekipo Alfa Tauri, ki je bila lani na 9. mestu med konstruktorji, bomo videli, da je lahko zgodba čisto drugačna. Pri Alfa Tauriju je razlika med zaostanki le 0,2. In torej vidimo, da v primerjavi z Williamsom je razlika narasla na celo sekundo, seveda zaokroženo, kar pa je vrednost, ki je izjemno pomembna. In seveda ta metoda je izjemno enostavna, lahko se je poslužuje praktično vsakdo. Najbolj enostavno je vzeti rezultate samih kvalifikacij, izbrati si metodo, naprimer povprečja časa med obema voznikoma, najhitrejši, najslabši čas in seveda zadevo primerjati med sezonama na eni in isti progi. Namreč, ukolikor pride do kakšnih zunanjih elementov, nižjih temperatur, dežja, spremembe mešanic, je ta enaka za vse. In na kvalifikacijah lahko vidimo, da pravzaprav so vsi napravili tisti najboljši krog, ki so ga bili sposobni v danem trenutku. Zato lahko dobimo neke, recimo jih, dokaj oprijemljive podatke. A vidimo lahko, da ta metoda je uporabljena tudi s strani drugih avtorjev, ki so bistveno bolj prestižni, bistveno bolj vešči, nekako ima neko težo. Ukolikor bi uporabljali, naprimer, zaostanke na samih velikih nagradah, moramo biti izjemno pozorni. Že na zadnji veliki nagradi Avstralije smo morda videli, da končati za varnostnim avtomobilom izniči zaostanke in takšni podatki bi bili res, priznam, irelevantni. A po drugi strani, ukolikor do tega ne pride, lahko tudi z zaostankom na sami dirki razumemo marsikaj. Vzamemo primer, da bi nekdo končal na 3. mestu in seveda po mnenju mnogih je to enkraten rezultat, ogromno število točk, ampak če si na 3. mestu s približno minuto zaostanka, je to vse prej kot dobro. Namreč v povprečju dirka svetovnega prvenstva Formule 1 traja dobrih 50 krogov in 60 sekund deljeno z 50 krogi bi pomenilo v povprečju izgubo dobre sekunde na krog, kar pa je vse prej kot laskav rezultat. Torej vidimo, da z analizo samega zaostanka lahko mi, navdušenci, pridemo do rezultatov, ki so morda na prvi pogled lahko kontroverzni, ampak če se malce poglobimo, nam kažejo morda tudi pravo razmerje sil, ki bi lahko nekemu površnemu opazovalcu pravzaprav ostale skrite. Namreč najbolj enostavno je pogledati končni rezultat in se ustaviti tam. Ampak bistvo je razumeti, koliko zadaj je nekdo, ali napreduje, ali nazaduje. In pravzaprav to je verjetno tudi tisto, kar predvsem gledajo pri ekipah. Namreč najprej moraš nekoga dohiteti, da ga boš lahko v nekem naslednjem trenutku celo prehitel. A to ne pomeni, da nekdo se s tako metodologijo lahko ne strinja. Vsakdo, kot sem že omenil, je prav, da ima svoj pogled, svoje razmišljanje in verjeli ali ne, sam to izjemno cenim. A za danes, za ta prispevek bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.